Prijatelji, zdravo. Najprej bi se vam rad zahvalil za vse lepe želje ob Abrahamu in zato vas zdaj vabim in peljem na eno kratko vožnjo po Ptuju s Pejakom, 48 let starim samo, ki sem ga danes registriral. Skoraj sem se pripel pa to. Mnogi ste se spraševali, kako to, da ni pasu leta 1976. Še varnost prometna ni bila taka, da bi človek moral imeti pas, ko vozi avto. Varnostni, mislim. In zdaj gremo malo, vam bom pokazal, kako dirko za starodobnike bi jaz naredil po Ptuju. Če bi to šlo. Reli petovi, jo. Najprej gremo po Aškočevi ulici nazaj, da se prebijemo iz mesta. To je tehnika vožnje, bremza in gas istočasno, ker nikoli ne veš, če bo crkno ali ne bo. Samo danes je dobro razpoložen. Evo ga, čuješ, bremza, gas, istočasno, tu nikoli ne veš v ptujški pešconi, kaj te bo srečalo. Tako da gremo zdaj naprej tu ven. Evo ga, potopni stebrički, ali kako se temu reče, ki so jih že Rimljani uporabljali, isti so. Torej, res je, 50 let sem star bil zdaj. Niti sam ne vem, kdaj se je zgodilo od 40 do 50. Nisem razmišljal nič. Zdaj pa bom razmišljal verjetno še manj, ker nima več kaj misliti. Ampak samo biti še, počutim se dobro. Začel sem spoznavati čija semena, omega 3, spirulino, pa te finte, ovsene kosmiče, zdaj treba zdravo jesti, pa to. Manj pit, pa dobro, to že itak nisem dosti. Torej, evo nas, tu se bo mogoče skozi stransko šipo nekaj videlo, zdaj bomo zavili iz Osojnikove ceste, to je za segrevanje, tu je še lepa cesta, tu je še asfalt samo sestavljen iz kakih 120 različnih kosov, zaflikano vse. Tu je zaflikano mesto, kar se ceste tiče. In gremo noter. Evo ga. Tu počasi nabiramo. Tu bi bilo segrevanje, tu bi mahali vsi, ko bi se avtomobili peljali mimo. Mimo vinske kleti pa to. A ja, rekli so, zdaj te bo začelo vse boleti, pripravi se, kolena pa to. Zaenkrat trkam po lesu, je ok, prenesem vso bolečino, ki mi jo življenje ponuja, pešci čez cesto. To bi bilo obvezno v reliju, to bi bilo obvezno, da bi se na prehodih za pešce morali ustaviti, veš, zato ker ti avti težko bremzajo, pa težko štartajo. Ok, zdaj gremo noter, ni pa smisel, da bo šlo skozi, ne, ker ko se v prvo ga moraš poriniti tako, da se ustaviš. Evo ga, pa čujete, je že budem, zdaj gremo v cono, kako se temu reče, sobivanja s pešci. Tu je neki novi Abarth, bi se rad nekaj tipa delo. In noter, tu je bilo včasih obzidje, se pravi, zdaj smo not. Pred nami izgubljeni Poljak, ki bi se najraje zapeljal skozi pešcono, pa zdaj ne ve čisto točno, kam bi šel, zato smo zdaj, kako se temu reče, bomo se obrnili, dobre? Gremo gor. Danes zaključek festivala Arsana, Nina Pušlar pride, pa veliko ljudi tudi. Proti soncu, gor, mimo pivnice, kjer imajo za novo pico, pridite probati. Na stari način, da se razumemo. In smo že na starih kockah. Upam, da jih nikoli ne bojo vrgli ven.
tu se samo ustavim. Gospa, dober dan. Samo dober dan vam rečem. Tu se glih za Facebook javljamo, veš? Malo se je strašila, samo ne Facebook. Prijem, čakaj. Samo sekunda, to je tržnica. Počakajte me. Evo me, to je pa Ptuj. Sred ceste se lahko ustaviš, pa nikoga ne zmoti, zato ker nobenega ne bo. Samo da vam pokažem. Prijazna gospa z velikim vrtom me je založila zelenjavo. Jaz zmeraj rad pomagam pri teh domačih dobrotah. Tako, ki čakaj se mora to škatlo samo obrniti. Naprej. Ok, vred je buča, je tudi not, maslenka, kak je to dobro. Skratka, kocke, smetalo nas je, gas, Prešernova, turisti. Evo ga, počasi se peljemo mimo, ker smo tudi mi turistična atrakcija. Ljudje niso navajeni videti takega avta. Viš, kako se navade spreminjajo, včasih samo taki avti, danes pa niti enega. Opa! Najrajši od vsega pa ima hitrostne ovire, tako imenovane ležeče policaje, ker ti avti jih niso rabili. Zdaj pa gremo na dober del ceste, mimo knjižnice, kjer smo dobili novo hitrostno oviro, ne, in vsaka naslednja je za 1 stopnjo hujša od prejšnje. To še nove avte meče. Boljše je bilo, če bi se mi kar lepo počasi vozili. Evo ga, tu pa 800 plastni asfalt mimo Dominikanskega samostana, tu se tudi nekaj pripravlja. Te pa je, neka žurka bo. In zdaj tu okoli gradu peljemo, ne. Tu zdaj panorama na levi. Poslušaj ga peka. Oh, yes! Gremo levo dol. Desno dol. Navigacijo imam tako dame. Včasih veš, ko voziš, pa reče tja, tja. Tja, zdaj pa tja. Kam tja? Kam tja? Ja, tja, če sem lepo rekla tja. Tu smo se smučali, ko še bil sneg z gradu dol, pa štamfali gor. Tak. In smo že doli. To bi zdaj bil mali krogec, ne? To bi mi vrteli, po mojem bi se lepo tako vozili. Še mimo občine bi speljal. Da gre noter. Leva in gas, pred njim gremo. Oh, yes! Obstajajo še džentlmenski vozniki, ki peka spustijo včasih, če ga vidijo. Ker vejo, kak je to s bremzami, pa s tem. Ampak v glavnem imaš pa tudi, semafor, to je pa nekaj novega za njega, to se pa že avto mora vstaviti, da ga vidi. Zdaj da vidimo, če bo na štan gasu postal buden. Dober je. Dober je. Skratka 50, ne. Kaj zdaj? In sem si mislil, zdaj, če neki stavek bi mogel biti, pa rečeš, do česa si se pridelal, ker eni pravijo, da postaneš moder, ko si star 50. Do neke točke si prišel v življenju in jaz sem rekel tako, če bi se moral odločiti, bi rekel tako. Saj sem se trudil do zdaj, ampak mislim, da sem v 50 letih več govoril, ko poslušal. Od 50 naprej vam bom več poslušal in manj govoril. Kot veteran še posebej, se od veterana zdaj nič ne pričakuje. Zgovorni veterani. Veteran gleda mlade, vsake toliko pokomentira, te pa reče, veš, kak smo mi včasih, je to bilo vse drugače. Zdaj pa gremo okoli po Potrčevi,
Tu sem prej videl eno gospo, ki se je zvratno peljala skozi krožišče, tega še niste videli. Rikverc nazaj, ne naprej, pa imaš okoli, narejeno vse, pa se je nazaj peljala, ko se je zmotila. Je bila gospa, saj nič hudega. Ne me narobe razumeti. So tuji gospodje, taki samo oni se pa peljajo naravnost, običajno. Tak, zdaj bomo pa šli tu dol, mimo policije, pa po Osojnikovi cesti, kjer je najlepši asfalt na Ptuju. Državni novi, mimo železniške postaje. Tu lahko daš gas, tu se bomo lahko peljali, recimo, šikana in štart, tu se bomo peljali, če bomo imeli srečo, 50. Njemu števec sicer nekaj kaže, samo jaz ne vem kaj. I love that sound and I love that smell. Evo ga. Sicer pa plani za prihodno sezono se ne spreminjajo, spoštovani, malo več športa, malo več vode po poti. Zdaj so se naenkrat v mojem življenju pojavile neke zadeve kot hidracijski prašek. Jaz tega nikoli prej nisem videl, niti čul, da bi to kaj moglo biti. Zdaj se pa temu reče hidracijski prašek. Vsake toliko pa je tudi magnezij paše. Zdaj gremo tu noter, mimo avtobusne postaje, ki je pa približno tako jaz, 50 let je že ista. In da vidimo. No, tak je, ne. Ni, da bi zdaj rekel, da je neka sprememba, da jo prav čutiš, ampak je pa res, da ko si 50, pa naenkrat vidiš, da zdaj bi pa že legitimno lahko se malo skuliral v smislu tega, da kaj si naredil v resnici tak fejst, vse ostalo se dogaja samo od sebe, ti si pa pač samo zraven, ne? In tako sem se odločil, dogajalo se bo samo in kjer se bo in kak se bo, bom jaz probal biti zraven, koliko bom zmogel. Tu je dom penzionistov, tu se že pripravljam počasi, hodim gledati ob različnih letnih časih, na katere sobe najlepše sonce sije, da si jo bom pravočasno rezerviral. Edino tega ne vem, če bi lahko že naprej začel eno malo akontacijo, no, dajati, da polko priješ na vrsto, da imaš že za 1-3-4 mesece plačano malo boljšo sobo. To ne vem, če je možno. Sicer pa itak ne računam s tem, če bi me nekdo vprašal, kak računam, s kakim odhodom računam, z malo drugačnim. Ampak je pa res, ne, da veš, ko je ona pesem, ko je bila včasih po radiju, ko so bile čestitke, zdaj si v najlepših letih, 50 zrelih letih. Ni glih neka vesela po to. Pola rajši je rock and roll, tako da včeraj sem poslušal Welcome to the Jungle, pa take stvari. 80, 90, takrat v glavnem, ko smo mi muziko še poslušali. Ker veš, da vidiš, da začenjaš postajati ne star, ampak mentalno zastarel. Naprimer, ko vidiš, kak se svet spreminja, ne? Recimo bele bombažne zokne, vesele pa natikače, debele bombažne zokne pa one natikače, gor, ko so jih včasih imeli samo kopališki reševalci na bazenu, pa nihče drugi ni imel takih natikačev, ko so mi bili mali. Zdaj pa mladi ljudje v tem okoli hodijo in ti rečeš, čakaj malo, ki je meni svet pobegnil, tu čisto točno, ne? No, zdaj vas vozim že, da ne boste rekli, da gnjavim, pa da vam čas kradem. Jaz se še bom pelal malo, zelenjavo moram spraviti. Dober je, pek, suveren je. Tak za take kratke mestne vožnje, pa za malo nostalgije. Veš, koliko največ ljudi se je tu not pelalo, ne v tem? 7. Od tega 5 v Kurentijah.
Zdaj si pa ti predstavljaj policijo, ko te vstavi noter, pa 5 kurentov v peku, pa še 2 hudički gor sedita nekje. Yes. Nič, tu bom zdaj nekje jaz. Se vam lepo zahvalil. Se vam lepo zahvalil za sodelovanje, vas povabil na vesela druženja, kjerkoli se bo že dogajala, jaz bom zdravo! Tak, lepi, veliki oder. Ampak si videl, kak je na Ptuju s tržnico? Zelenjavo je težko kupiti, na Ptuju jo lažje dobiš, če si v dobrih odnosih s pridelovalci in pridelovalkami, s ljudmi, ki imajo vrtove in imajo čas. Evo ga, tu sem zdaj sparkiral na dostavo, ali pa ne, tam malo naprej bom šel, čakaj se, on je zraven Orfejevega spomenika. Nič, dobro se mejte, držite se in se lovimo po poti. Čaus, baus!